Direktiva o industrijskih emisijah predvideva, da bo industrija kot enakovreden partner sodelovala pri nastajanju sekundarne zakonodaje, se pravi pri določanju tega, kaj najboljše razpoložljive tehnike so, katere se uporabljajo in kakšni so okoljski učinki, ki se z njimi lahko dosežejo. To je predvideno že v sami direktivi in industrija se že od samega začetka udeležuje nastajanja teh dokumentov, sodeluje v delovnih skupinah, njeni predstavniki zagotavljajo podatke, ki so izredno pomembni, zato ker se na osnovi teh podatkov potem določa te nove okoljske standarde ravni emisij povezane z temi najboljšimi razpoložljivimi tehnikami. Podjetja ponavadi sodelujejo preko predstavnikov evropskih združenj, tako da evropska združenja imajo potem svoje nacionalna združenja. To je en način, kako lahko sodelujo, drug način je pa preko predstavnikov svojih državnih predstavnikov državnih organov, ki lahko ravno tako predlagajo določena podjetja, ki obratujejo z visokimi standardi okolja, kot vzorčna podjetja, ki se jih potem obravnava pri določanju teh standardov. Kako se Agencija za okolje spopada s prenosom panožnih BAT zaključkov neposredno v dovoljenja podjetij in slovensko pravno prakso? Agencija za okolje uporablja zaključke v BAT neposredno, kar pomeni, da vsa določila moramo preveriti v okoljevarstvenih dovoljenjih. Tudi za agencijo je to velik izziv, ker zaključki so zelo kompleksni, tehnološko, procesno zahtevni za razumevanje in skušamo nekako se zorganizirati tako, da pripravljamo ustrezna navodila, ki služijo tako agenciji kot tudi upravljavcem. Kje so največji izzivi pri prenosu zahtev BAT zaključkov v dovoljenja slovenskih podjetij? Celoten BAT zaključek je velik izziv, zato ker ima neko čisto drugačno logiko predpisa, kot je Zakon o varstvu okolja. Gre za kompleksen predpis, ki ureja vsa področja, vsa okoljska področja, se pravi emisije v zrak, vode, odpadke, učinkovita raba energije. In razumevanje celotnega procesa in celotnega zaključka je velik izziv. Kako se zaključki o BAT povezujejo z obratovalnim monitoringom v podjetjih? Zaključki o BAT predvidevajo oziroma zahtevajo tudi vzpostavitev monitoringov, ki so mogoče malce drugače zastavljeni, kot so v Zakonu o varstvu okolja. Največji problem pri obratovalnih monitoringih je, da v Zakonu o varstvu okolja predvideva, da se ga lahko izvaja samo po pooblaščencih, medtem ko BAT zaključki nimajo take zahteve. In kombinacija obeh predpisov potem včasih ustvari težavo, predvsem pri dnevnih meritvah, ki naj bi jih izvajali pooblaščenci. Sicer pa se oba predpisa, se pravi BAT zaključek in Zakon o varstvu okolja, glede monitoringa morata nekako skupaj brati. Prihajam iz družbe Talum, edinega proizvajalca primarnega aluminija v Sloveniji. Za to tematiko se že srečujemo vrsto let, spremljamo dogajanje na tem področju. Tudi obstoječe okoljevarstveno dovoljenje že večina elementov in zahtev iz najboljših razpoložljivih tehnik to že vključuje in smo v zaključni fazi sprememb pri naslednji verziji okoljevarstvenega dovoljenja. Dodana zadeva je seveda v tem, ker smo energetsko intenzivno podjetje in ker smo, se lahko pohvalim, drugi najboljši proizvajalec po najnižji specifični porabi električne energije v svetu, da tudi s tem izpolnimo vse najstrožje zahteve, tako iz slovenskega vidika kot evropskega ali svetovnega.